Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo v središču. Vodila jo bom Brigitte Ferlič-Žgajnar. V teh dneh se spominjamo umrlih, zato smo tudi temo te oddaje navezali na poslavljanje od življenja. Govorili bomo o paliativni oskrbi, zato smo v goste povabili specialistko internistične onkologije na Onkološkem inštitutu in predsednico Slovenskega združenja paliativne medicine dr. Majo Ebert-Moltara. Pozdravljeni. Alenko Križnik, vodjo programa Hospic, spremljanje umirajočih iz Slovenskega društva Hospic. Lep pozdrav. In gospoda Janka Babiča, ki je v programu paliativne oskrbe spremljal svojo mamo, ki se je od življenja poslovila pred kratkim. Tako, pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. Pa bi začeli najprej z vprašanjem o tem, kako je pravzaprav urejena paliativna oskrba v Sloveniji. So lahko deležni vsi, gospa Ebert-Moltara? Ja, mogoče čisto za začetek, da povemo sploh, kaj paliativna oskrba je, zato da bomo vedeli, o čem govorimo. Paliativna oskrba je podpora neozdravljivo bolnim in sicer, tako bom rekla, skozi celo obdobje, ko živijo s tako boleznijo, ko jim poskušamo pomagati pri njihovih simptomih, in to govorimo tako o telesnih, kot duševnih, o psiholoških, tudi socialnih problemih. In v okviru paliativne oskrbe poskušamo pomagati tako bolnikom samim, kot tudi svojcem, ki so ključni pri tej obravnavi. Zdaj, kako je to organizirano v Sloveniji? Veste, marsikdo danes sprašuje, ali imamo dovolj teh struktur, teh zdravnikov, ki to izvajajo. Glejte, paliativna oskrba mora biti organizirana na dveh nivojih, na osnovnem nivoju in specializiranem nivoju. In osnovno paliativno oskrbo izvajajo vsi, ki oskrbujejo neozdravljivo bolne. To se pravi, vsak zdravnik, vsaka medicinska sestra, vsak socialni delavci in drugi pridruženi člani je prav, da bi imeli ta znanja. Je pa res, da večinoma naših kolegov teh znanj v okviru svojih rednih izobraževanj niso dobili. Moram pa reči, da v zadnjih letih je vedno več teh ljudi, kolegov, sodelavcev, ki so ta znanja dobili na dodatnih izobraževanjih. Zdaj pa tudi letos začnemo z uradnim programom, tudi na medicinski fakulteti v Ljubljani, tako da ta znanja bojo s časom imeli tudi vsi zdravstveni delavci. Ampak trenutno so v našem sistemu ljudje, in jih je zelo veliko, ki ta osnovna znanja imajo. Mogoče nam je še malo manj tistih specializiranih ekip, ki so v posameznih regijah že prisotni in zelo dobro delajo, in s časoma jaz računam, da bo ta paliativna oskrba tudi na specializiranem nivoju veliko bolj dostopna vsem. Trenutno pa lahko rečemo, da ni še idealno urejena, ampak je pa bistveno bolje kot mogoče 10 let nazaj. Zdaj bo predmet paliativne oskrbe na medicinski fakulteti, v 5. letniku se začnejo študentje. Tako, zdaj v Ljubljani, sem pa ravno včeraj dobila tudi informacijo, da že naslednjo leto pa verjetno tudi v Mariboru že orang so začeli se pripravljati. Tako da vse stvari spreminjajo in to je nekaj, kar je res lepo videti, da prepoznavamo to kot potrebo v naši družbi in da se spreminjajo stvari na bolje v ta pravo smer. Se pravi, krog strokovnjakov, ki bo poznal to področje, se širi, kar je odlična novica. Gospod Babič, kako pa ste se vi srečali s paliativno oskrbo? Kako ste bili z njo seznanjeni? Kdaj, kje ste izvedli, da obstaja ta možnost? Zdaj, moram iskreno povedati, da bom lahko odgovoril na to vprašanje, da samo malo, da bodo ljudje razumeli. Moja mama je lansko leto zbolela zaradi karcinoma abdomno, po domačem rekel, zaradi raka na želodcu, in je bila lansko leto pač operirana in po operativnem posegu poslana domov, kjer smo potem zanjo skrbeli v negi doma, na domu. Seveda, to je bila ena velika težava. Jaz sem namreč sin, sem moškega spola, moja mama ženskega, in ni hotela, da bi jo negoval v osebni negi, je bilo sram, se pravi, da bi negoval jaz. Zdaj brata, sestra, tako ožjega nimam, nekega sorodnika, in sem se takrat najprej povezal preko Centra za socialno delo z programom Pomoč na domu, kam moja mama so torej vsak dan v delovnem času obiskala ena gospa z tega centra, rečemo oskrbovanka, ki je potem jo negovala oziroma poskrbela za eno tako nego. Če je bilo potrebno 2krat na dan, je prišla 2krat na dan, jutro pa mogoče pred koncem službe. Zvečer pa sem pač poprosil eno sosedo,
da je prišla k mami in tako smo pač nekot. No, po prvem je to uspelo, potem pa nažalost mama letos, avgusta, dobila eno vnetje, ki se je znova pokazalo, da se je rak vrnil, če tako rečemo. Da je bil skozi prisoten, ampak umirjen, se je vrnil in v bolnišnici, ko smo bila na zadnje, so pač mi povedali, da oni več ne morejo pomagati. Seveda te taka novica pretrese, saj mene je, no. In verjetno nisem niti bil toliko pozoren, verjetno mi je zdravnik, s katerim sem govoril, tudi omenil možnost paliative, ampak v tistem trenutku sem se to zaradi te novice malo enostavno preslišal, sem pa kasneje doma gledal ta izvid, ki je bil v strani tega zdravnika onkologa podan, izdan, in na njem je pisala paliativna oskrba, ne. In torej, če zdaj sem slišal oziroma se odločil, veste, ko gledaš nekoga, ki je bolan, kaj ga vse boli, pa ga imaš to osebo rad, tako sem pač jaz rad svojo mamo, razmišljaš, kak bi mu še lahko pomagal poleg te pomoči na domu, kaj še lahko narediš za tega svojega svojca, ne glede pač kdo je, in potem pač iščeš iz ljubezni za njega, a za njo neko določeno rešitev. S tem, da in kje ste vi iskali rešitev? Kako ste prišli torej, do paliativne skrba, sprva, ko sem videl, tam na zvidu piše paliativna skrba, sem najprej bil mnenja sam pri sebi, da verjetno to samo v Ljubljani, kam zdaj nekoga v Ljubljano klical, naj pride iz Ljubljane v okolico Maribora in zdaj, ko ne, mogoče ni da čas. No, pol pa sem le enkrat vprašal domačega zdravnika, že prej sem seveda gledal tudi kaj na internetu, na Google pišeš paliativa, pa ti ven vrže ogromno povezav. In vidiš, da je to v bistvu, tako kot je že prej doktor povedala, tako strokovno sicer ne, to je lajšanje simptomov bolezni pri neozdravljivih bolnih, da je bolj kakovostno njihovo življenje, ne. In to si želiš ponovadi, da bi še poleg vse te bolezni, poleg vse te bolečin, ki jih tvoji bližnji doživlja, še nekaj omogoča, neko bolj kakovostno življenje. Jaz bom tako rekel, jaz sem paliativo bolj tako dojemal, pa tudi tako jo razumem, namesto da mi bolnika peljemo v bolnišnico, bodi si z reševalnim vozilom ali z svojim avtom, tam na urgenci čakamo ure in ure, v bistvu preko paliative zdravnik obišče bolnika na domu. A ni to čudovito? Poleg tega tudi druga stvar, ki je tukaj zelo meni tudi pomembna, jaz nisem po stroki medicinec. A veste? Včasih ne veš, kak bi nekoga primal, kak bi ga obrnil, kaj bi z njim naredil, ne? Vse to ti paliativa da takšne nasvete, ne? Torej ste vi potem pomoč iskali pri društvu ali ne? Kako? Pri društvu hospic ste se povezali z društvom hospic ali tisto kako kasneje. Torej paliativa, če bi zdaj rekel, torej video se na izvidu piše, nekaj preko čistak interneta, če ljudje nimate možnosti iti na internet, ker pač nimate signala ali se ne spomnite, imate osebnega zdravnika, njega vprašajte, vsak osebni zdravnik, konec koncev tudi osebni zdravnik izvaja paliativo, ne? Če druge možnosti ni, ne? Osebni zdravnik vas bo na pravo smeru, tako je tudi on nas, da vam posredoval mi je kontaktno telefonsko številko, na katero sem poklican, sem dobil paliativno skrbo Maribor in potem z njimi naprej. Gospa Križnik, koliko imate takih primerov, da se srečujete s svojci, ki so zelo nebogljeni na tem področju in torej ne vedo, kam se obrniti, da mislijo, da to deluje samo v Ljubljani, da ni možnosti priti do paliativne oskrbe. Kako vi pristopate k temu? Teh primerov je kar precej. Jaz mislim, da malo je bilo že vmes nekako, mislim, da nakazano. Veste, vsak dobi verjetno informacijo že na paliativi in potem kasneje pri osebnem zdravniku, ampak ko smo mi v šoku, ko dobimo tako informacijo, preslišimo in včasih tudi recimo od večjih institucij rabimo informacije, tako da mi se pogosto srečujemo tudi z izjavo, zakaj ste vi prvi, ki ste nam to razložili tako
zagotovo nismo prvi. In mi to vemo, da so prej to slišali, je pa res, da verjetno niso niti sprejeli. In to obdobje, kako bi rekla, poslavljanja, to je obdobje poslavljanja, ko zvemo za nekaj novega in gre za naše drage osebe, je proces. In v tem procesu je pomembno, da to vsi, ki smo vključeni, razumemo in da ne obsojamo drugega kot institucije ali kot svojci in tako ne sprememo njihovo pač občutek. Tudi razne pritožbe in tako naprej so pogosto odraz nekih ranljivosti, občutka preslišanosti. Tako da mi se pogosto s tem srečujemo. Kako se soočamo s tem? Mi imamo 4 aktivne programe, torej spremljanje umirajočih, žalovanje, prostovoljstvo in pa detabuizacija. In ta program detabuizacija pomeni, da se mi poskušamo v javnosti čim bolj pojavljati na različnih nivojih, strokovnih in laične javnosti, ozaveščati, da obstajamo. Zadnja leta se pa jaz intenzivno ukvarjam s tem, da poskušam z strokovnimi delavci na tistih območjih, ker imamo strokovne delavce zaposlene, vzpostavljati na primarnem nivoju in na vseh nivojih pravzaprav te odnose tudi med profesionalci, torej med patronažno službo, med zdravniki in tako naprej, da se dobivamo na rednih sestankih, kjer poskušamo komunicirati, da tudi oni spoznajo nas in se mi zdi, da ta detabuizacija, ta informiranost strani strokovnjakov do ljudi je najbolj učinkovita. In ena stvar je še, ki je pomembna pri tem, tisti, ki pa poznajo paliativo ali pa so za njo slišali ali pa za hospic, jo pa razumejo kot nekaj, kar pomeni konec. In to je izziv, recimo, ki ga jaz prepoznavam. Ne? Na to bi se navezala konec. Nekdo, ki mu omenimo paliativno oskrbo, reče, zdaj je pa konec življenja, konec vsega. To je povezano takoj tudi s strahom. Pa ni vedno to tako. Ne? To v resnici ni tako. Paliativa v resnici ni konec. Je v bistvu še nek boj za življenje. V bistvu to je, kako čim bolj optimalno živeti, kar nam je pač vsem dano, se nihče nikoli niti točno ne ve, koliko je še pred nami. Ne? Tako da dejansko paliativna oskrba je pomoč pri temu, da bomo čim bolje doživeli naše življenje. In zdaj mogoče, če se samo malo dopolnim tole naš dosedanji pogovor, ne, odlično je, kadar je bolnik tako oslabel, da ne more biti pripeljan v bolnišnico ali pa na urgenco. Takrat si mi tudi želimo, da imamo res te mobilne paliativne enote, ki jih imamo zdaj skoraj v vsaki regiji Slovenije že, ali pa do konca tega leta jih celo bomo imeli v vseh regijah. In takrat, kadar je bolnik tako oslabel, je fajn, da imate možnost svojci bolniki, da jih pokličejo in da pridejo te ekipe na dom. Kdo je v tej paliativni enoti mobilni? V tej mobilni paliativni enoti delujeta sigurno zdravniki, medicinska sestra, v kratkem pa pričakujemo, da bo zraven tudi še socialni delci, psihologi, še dodatno pomagali, ker take stiske nažalost so v ospredju. Ampak kaj se hotela tukaj izpostaviti? Da to so bolniki, ki težko pridejo do zdravstvenega, bom rekla, inštitucij. Ampak so pa bolniki, ki so v zgodnji paliativni oskrbi. To je to, ko govorimo, da paliativna oskrba niso samo zadnji dnevi življenja, ampak to so lahko tudi meseci, več mesecev, kakšni tudi več let, z nami že prej, a ne? To so bolniki, ki so pa samostojno pokretni, oni še lahko nekateri tudi vozijo avto, delajo stvari, doma normalno funkcionirajo, delajo, nekateri hodijo še na kemoterapijo, na zdravljenje, ne? In tudi kljub temu hodijo tudi v naše ambulante, ker mi jim pomagamo pri reševanju, bom rekla, psiholoških težav, mogoče bolečin, pač to sočasno jim tudi pomagamo. In za take bolnike je pa prav, da imamo ambulante za zgodnjo paliativno oskrbo. In takim bolnikom ni treba, da z mobilno enoto pridemo. Tistim, ki pa imajo težave s tem, da pridejo do nas, pa absolutno so te mobilne paliativne enote ta prave. Tako da mi, kaj rabimo v Sloveniji, je celo mrežo dejavnosti. Rabimo od oddelkov za neke krajše hospitalizacije, za kaj tazga je včasih res treba imeti bolnišnico, do ambulant, do konciliarnih služb v neki inštituciji, do telefonske številke. Preko telefonske številke marsikdaj lahko svetuješ in pomagaš preko telefona z nasvetom, kaj narediti, ker istočasno, veste, ne moramo biti pri vseh bolnikih, ki mogoče lahko rabijo pomoč, ampak lahko pa s telefonom marsikaj pomagaš. Ne? Tako da
neko mrežo, to je tisto, kar je naša vizija, kaj je naša Slovenija in mi kot ljudje, ki se vsi se staramo in si bomo enkrat umrli, ne, bomo rabili že mi, ampak probimo to mrežo čim prej vzpostaviti. Jaz mislim, da gremo v ta pravo smer, ravno zato, ker nas je več takih, ki isto mislimo. Strokovnjakov podpore, strokovne in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati v društvu Hospic in pri nudenju paliativne oskrbe, je dovolj, je zanimanje za to področje. Bi rekla, da se malo povečuje, tudi interes prostovoljcev se veča, bi si pa seveda želeli malo, ko bi rekla, nek stalen vir financiranja zaposlenega kadra, ker mi imamo seveda izziv na nacionalnem nivoju, ker smo še vedno nevladna organizacija in se dejansko financiramo po programih, kar pomeni, da nam veliko časa vzame tudi iskanje finančnih sredstev za financiranje tega področja in bi si seveda želeli sistemske umestitve hospica. Idealno za nas bi bilo tim medicinske sestre in pa socialnega delavca. Zdaj na tistih območjih, kjer imamo že strokovne delavce, ki imajo obe področji pokrivajo, so usposobljeni tako v zdravstvenem kot socialnem področju. To je idealen profil za hospic, zato ker lahko prepoznajo simptomatiko, ki je prav tako pomembna za naše delo in sodelovanje z ostalimi službami. In pa hkrati tudi ta psihosocialni del, ki velikokrat sploh v obdobju, ko se mi vključimo, pride do izraza. In zato je tudi za hospic pomembno, da se pravočasno vključi. Ni to pomembno samo zadnji čas, ampak pravočasno. Kar se pa interesa tiče, vsi se soočamo s kadrovskimi izzivi, vsa področja trenutno, tudi v javnem sektorju, to je znano in mi mogoče imamo v tem še nekoliko slabši položaj, zaradi tega, ker so običajno plače v javnem sistemu boljše kot pri nas, ljudje pa seveda vsi živimo od tega. In tako da tukaj se mi seveda z izzivi soočamo, se pa izboljšuje zadnja leta. Recimo v Mariboru, kjer imamo tudi koncesijo za 2 diplomirani medicinski sestri, nam izjemno to veliko pomeni in takšen tim nam res olajša delo na vseh nivojih. Moram priznati, da jaz si kot vodja programa veliko krat obrnem na strokovni delavki v Mariboru, da na sveti po telefonu, kot je dr. Moltara povedala, tudi podpremo tista področja, kjer so zelo nepokrita. Imamo nekatera področja v Sloveniji, kjer so slabo pokrita tako na paliativi, kot tudi v hospicu. Imamo izziv s temi kadri. Katera so ta področja, ki nimajo možnosti pokritosti s paliativno oskrbo trenutno? No, dajmo še enkrat ponoviti. Vsak bolnik, ki ima družinskega zdravnika ali pa pač nekoga, ki ga nadomešča tega družinskega zdravnika, ima vsaj neke osnove paliativne oskrbe lahko zagotovljene z te strani. Tudi mi imamo po celi Sloveniji mrežo patronažnih sester. Mi smo letos izvedli več izobraževanj za te patronažne sestre, ravno zato, da jih učimo teh osnov paliativne oskrbe. Tako da mreža neka osnovna že obstaja vse posod. Je pa res, da nekatere regije, recimo v današnjem času, recimo Notranjsko-Primorska, nima možnosti specializirane enote v tem trenutku, ampak s časoma bomo verjetno tudi to regijo še pokrili. Pa zdaj Zasavje se bo vzpostavljalo, tako da takrat pa večino vse regije imajo vse neko enoto, specializirane enote, ampak ta osnovna paliativna oskrba pa že zdaj funkcionira preko družinskih zdravnikov in patronažnih sester in tudi s pomočjo kolegov, ki delajo po društvih, ki pomagajo in podpirajo ta sistem. Prej ste omenila, kdaj začeti s paliativno oskrbo, koliko dolgo časa traja, pa vendar, kdaj zares začeti s paliativno oskrbo? To ste rekla, da lahko traja daljše časovno obdobje ali pa je zelo kratka. Koliko v povprečju pa traja ta paliativna oskrba? A veste, mi v paliativni oskrbi nimamo prav radi številk, zato ker nihče na tem svetu ne more nekomu reči, ti boš pa toliko časa, tak in tak. Tako da, glede teh številk nam ni toliko pomemben, kot je to, da ti, ko imaš, če je prav vprašanje, kdaj začeti s paliativno oskrbo, mogoče dajmo reči, drugače odgovorimo. Nikoli ni prezgodaj. A veste, ker če je dobra paliativna oskrba, se izvaja, dejansko ne boš človeku čist na škodo. Če je možnost, da nekdo z paliativnega vidika pomaga in mu naslovi neko težavo, mu odgovori na nek problem, ki ga ima, je tudi, če je to par let pred koncem življenja. Če ga boli,
4 leta pred koncem življenja, zakaj mu ne bomo pomagali, a veste. In tudi ne nazadnje, če ta človek potem se zgodi, rečemo, čudež, pa ozdravi, pa je še zmeri po dolgih letih paliative še vedno živi, je to samo doprinos, dobrobit. To dobra paliativna oskrba dejansko bolniku ne škodi. To je, zadnji se je moj kolega tako malo pohecil, pa je rekel, vse to je samo dobra medicina. Točno to. Paliativna oskrba samo pomaga in naslovi tiste težave, ki jih ima bolnik. In če te težave potem izginejo, smo vsi samo zadovoljni. A ne? Tako da pa vsi bomo pa enkrat tudi konec koncev umrli. Tudi še mogoče ne tisto boleznijo, ko ste rekli, da se bo pozdravila, ampak vsi smo vsak dan bližje. Ja, vsi smo vsak dan bližje, vsi gremo po isti poti. Rekli smo, da paliativna oskrba je dobra in je dobra medicina, da se na to navežem, ampak vsem ljudje pristopajo s strahom. To verjetno tudi vi občutite, da imate te izkušnje, da rečejo, joj, zdaj sem po paliativni oskrbi, zdaj pa res vsega konc. A je to zato, ker ljudje resnično tega ne poznajo? Tega področja ne poznajo in zato... Ja, največkrat je verjetno ravno to, ja. Nasloviti. Zdaj tako, eden od teh razlogov, da ne poznajo, drugo pa tudi to, da morajo večkrat slišati te stvari, pa da mi pogosto tudi izhajamo iz nekih mogoče lastnih strahov, včasih se mogoče tudi nekdo ne upa nasloviti, zato tudi mi, ko v teh detabuizacijskih dogodkih govorimo z zdravniki, s patronažnimi sestrami, ja, povejo se, mi smo jim povedali, jaz sem tako rekla, mi imamo zloženke, ki jih vedno prinesemo. Včasih je dobro, in zdaj sem bila pred kratkim v manjšem kraju na sestanku z enim v domu starejših, kjer je bila navzoča tudi zdravnica, ki ima ta znanja iz paliativne oskrbe, in sem videla, da tisti, ki so šli čez ta izobraževanje, tisti zdravniki bojo tudi drugače nagovarjali to področje. In ko bojo drugače nagovarjali, ko problem pri teh stvarih, mi vsi nosimo neke svoje zgodbe, se bojo lastne strahove, in tukaj delamo po moje največ težav in bi rekla, stisk se potem navzven vidi, ko mi nagovarjamo iz tega področja. Zato recimo mi v Slovenskem društvu Hospic tudi od izobraževanja, ki jih imamo za prostovoljce, so bolj dejansko izkustveno izobraževanja, da grejo v sebe, da grejo čez lasten proces, kako se oni občutijo v teh temah, izgub in tako naprej, ker potem ti drugače to doživljaš, drugače nagovarjaš in recimo zdi se mi, tudi ko nagovarjamo za paliativno oskrbo, je pomembno, da moramo mi biti pomirjeni s tem, da to ni konec. Če mi s tem nismo pomirjeni, bomo nagovorili bolnika na tak način, da ga bo lahko to prestrašilo. Gospod Babič, je vas prestrašilo? Kako ste vi to sprejeli? Če zmem zdaj, jaz še tam, najprej, da se razume, jaz prej nisem vedel, da paliativa in hospic skupaj sodelujejo, da je to povezano. Tega marsikdo ne ve, ker se ne zanimaš, dokler nisi tam. Nikoli razmišljal o tem. Zdaj prej paliativa meni že iz tega vidika bila neka čudovita, veste, tudi to, ko ti pokličeš na te center, moram tudi to povedati. Ko je prvič zdravnica prišla k nam domov, mene ni bilo doma, jaz bil v službi. Govoril sem, še malo pred tem me je klicala, kako se do nas pride, ker sem tam imeli, popravljali se cesto in so bili neki vozi in še jaz se nazaj, malo napravi, jaz si se zdaj malo prijem k vam, se bomo tako osebno srečali, pred ne sploh ni uspel reči, da me ni doma, sem že prekinila, no, ampak bila je potem doma sorodnica, ki jo je sprejela, se pravi, zdravnica je pogledala, imamo zapisala vse, tudi meni tam zapisala, postila neke kontakte, da sem lahko potem poklical, vprašal, dobil sem tudi kasneje po pošti izvid, ki ga je zdravnica napisala, tako uradni dokument, da sem tudi tam, kaj nisem znal prebrati, ker vsak piše malo drugače, ampak hočem to reči, to, da sem lahko poklical, veste, ker zdaj take, rekli smo paliativo, lahko tudi doma, se pravi osebne zdravnike izvaja, ampak mi vemo, kdaj pa mi lahko osebne zdravnike dobimo, ko v službi, pa ko je v službi, če ima čas, vsak zdravnik ima danes veliko pacientov, se vemo vsi, se tudi, ko ti kličeš nekoga, dobiš tak medicinsko sestro, če jo dobiš na telefon, če drago dori, veste, pri paliative je pa tak, meni so tako rekli, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In zdaj, moja mama imela raka na želodcu, se je zgodilo, da ni mogla odvajati blata. Prej smo klicali reševalno vozilo, pa vozili tja,
doma tako ne veš, kako bi naredil. Jaz nisem niti gledal na začetku, kako se, bom zdaj rekel, svečka da v zadnico. So mi pokazali iz paliativne skrbe, pa sodelavci, tudi moji, jaz delam v Hrastovec, v zavodu Hrastovec, tam smo z mano delali tudi medicinske tehnike. Sem prosil enega sodelavca, prijatelja, tehnika, da je prišel k meni domov in je on mami dal in mi je pokazal, kako se daje, kako moraš to narediti, ker pač te izkušnje nisem imel. A veste, to tudi veliko pomaga, ne? To veliko pomaga, samo ne sme nas biti sram prositi, ampak vse na koncu te nisi sram prositi, ker ti to narediš zato, ker imaš rad tega bolnika. Ta bolnik je moja mama, jaz imam rad s vama, ali pa če imam ženo, ali pa ne vem, brata, sestra, ali bokvali še otroka. Mi imamo radi te ljudi, nam ni težko. Prej ste govorili, paliativo povezuje z končanjem življenja. Jaz nisem paliativo nikoli gledal kot konec življenja. Jaz to gledam, kako torej pomagati svojemu bližnjemu, da mu bo lažje, da se bo boljše soočal z boleznijo. Jaz tako gledam to. Jaz ne gledam to kot konec. Nimajo pa vsi svojci možnosti in niti niso vsi angažirani, niti časa nimajo v današnjih razmerah, da pristopajo na ta način, da iščejo pomoč, da iščejo vse možnosti. Kaj pa v teh primerih, da človek res ostane skoraj sam? Ja, vsak bolnik ima svojo zgodbo, svoje izkušnje, svoje vrednote in marsikje se, ko se usedeš pa se pogovoriš s celo družino, to imamo mi znane družinske sestanke, ko povabimo tudi širši nabor teh bližnjih, da se usedemo in pogledamo, kje smo in kaj lahko naredimo naprej. In marsikatera družina se zelo dobro zorganizira. In potem seveda je veliko lažje pomagati, kot vam recimo, da jih naučimo in da nekako sami doma skrbijo za njihovo ljubljeno osebo, tisto, kar imajo radi in tudi za njih, za bolnika samega je tako najboljš, ker ga dejansko negujejo tisti, ki ga imajo oni radi. Ampak vseeno moramo biti pozorni, da to je lahko za svojce res naporno in je prav, da bi obstajale strukture, ki bi pomagale tudi pri teh negovalnih ukrepih tudi tem družinam. Ker vseeno je pomembno, da ostaneš svojc kot svojci, si tam kot sin ali pa kot hčera, če skrbi za svojega bližnjega. Ne. Tako da dejansko to mrežo teh socialnih podpor mora pa še tudi dodatno izgraditi v naši državi. Če sem tukaj dopolniti, mislim, zakaj sem jaz poklical hospic? Torej, jaz delam v zavodu Hrastovec in delam tam tudi nočne. In zdaj, kaj je bil problem? Mama po noči spi. In tudi tako, če sem prosil kako sestrično ali sosedo, vsake po noči, na koncu je bilo tako daleč prišlo, da je moja mama rabila neprestan nadzor. Tudi po noči. Po noči še najlažje, da je tam. In jaz sem pač prosil v službi, če bi lahko bolj delal nočne, po noči sem imel neko varstvo, ker sestrična lažje prišla, čez dan je imela svojo službo, tudi soseda imela službo, družino, je doma toliko po noči niso pogrešali teh najbližnjih. In je vedno nekdo po noči bil, ko sem jaz prišel zjutraj domov, sem bil pa kar jaz tisti dežurni poleg mame, ne? Ker pa smo sama živela. In se spomnim, je bilo enkrat, je mama dobivala ena zdravila, zaradi česar je imela posledično halucinacije. Se je medlo prikazovalo. In kaj se je zgodilo, po noči je nekdo bil poleg nje, torej jaz sem po noči bil v službi, čez dan sem bil z njo. Pa sem šel spet po noči, je že v bistvu nisem, in sem bil šel nazaj z nočne druge, že 48 ur nisem spal. In potem sem bil 2 dni prost in da ne bi spet nadaljeval tisti moj soseda, sličen sorodnikov, s njegovom kreznjo. In ko sem 86 ur že bedel in se me je vse že meni bledlo, pa sem bil taki, čist da nič, da sem že jaz, ker sem jo tam skozi držal, ker je imela tele, vse skozi in ampak ko je imela, je moral nekdo jo za roko držati, ker če se je za roko držal, je bilo malo lažje. In potem sem se spomnil, da pa ko sem bil na internetu, pa sem paliativo gledal, da tam tudi hospic piše in sem šel pogledati, kaj pomeni hospic, spremljanje bolnika, spremljanje svojcev, pomagati svojcem. In mene je čista sila prisilila, da sem poklical in sem dobil na telefon eno gospo Mojco,
ki pa je, če se ne motim, tudi medicinska sestra. In jaz ne povedal, zakaj kličem, da sem čisto obupan, da ne morem več, da se že meni vse blede in da bi zelo lepo prosil, če bi vsaj nekdo vsaj za 1 uro prišel, da bi jaz vsaj, ne vem, šel na sprehod, da se malo umirim, ali pa če je pripravljen biti 2 uri, da vsaj 2 uri malo spim jaz, ker če ne bom čist padal. In ta gospa Mojca, s katero tudi živo nisem spoznal, nažalost, ampak moram pa povedati toliko, da sem toliko z njo govoril po telefonu, da sem imel na koncu občutek, da se že dolgo poznamo. Ne? Da se kar navežem, kako izgleda to, ko en tak svojc pokliče vas na telefon, kako potem poteka v praksi dalje, da nam opišete? Najprej poskušamo čim več informacij dobiti. Zdaj, če je potreba, izvedemo družinski sestanek na odboru ali kar pri bolniku, se pravi, ko je tam, ali pa prvi obisk, na katerem potem najprej ocenimo, kakšna je socialna mreža. Se pravi, to, kar je vse gospod že sam naredil prej, običajno mi potem ocenimo in jih vprašamo. Imate soseda, imate nekoga, ne? In poskušamo najti in povezati vse člene, ki so pomembni za njihovo oskrbo, tako da naredimo načrt, kdo bo s kom tisti čas, da bo pomirjen. Imamo še eno obliko, ki se recimo poslužujemo zdaj v zadnjem času, to je e-oskrba, se pravi ta odzivniki, ki so lahko svojcem veliko podporo za to, da vidijo, da je z nekom vse v redu. Zdaj, če imamo nepokretno osebo, ta ne rabi 24-urno nekoga zraven. To je obdobje, ko se človek umirja, ko reflektira svoje življenje, ko išče neke smisle in takrat je lahko sam. Pomembno pa je, da so svojci pomirjeni in vloga hospica je ravno to, če se pravočasno vključi tudi v tem delu, tudi to počnemo, torej, da lahko gre nekdo na sprehod, da se lahko naspi, če je bilo treba, načeloma mi sicer spremljamo enkrat na teden po 1 uro, pa 1 uro prostovoljc, ampak v izjemnih primerih, ko gre za take situacije, smo pa tudi po več ur, ravno zato, da se človek lahko, oseba, svojci spočijajo, pogovorijo in da lahko odmislijo stanje, v katerem so. To je vloga hospica na eni strani, na drugi strani je torej tudi ta, ker vse družine nimajo dobrih odnosov, včasih so konflikti tisti, ki predstavljajo velik problem. In če se recimo prostovolec osredotočeno posveti bolniku, mu lahko izrazi vse lastne stiske in negovalci primarni, torej družinski člani, ki negujejo, pa prav tako lahko v varnem prostoru izrazijo svojo stisko. Ne vem, sem bila sitna zjutraj nad mamo, grdo sem jo prijela, da ima prostor, da to pove in ne bo obsojena. V redu je s tem. Kaj bomo zdaj naredili, da se to ne bo več ponovilo? Ni v redu, vemo, ampak ni to zdaj groza. In ta prostor, varen prostor, kjer lahko ljudje to vse izrazijo, kjer lahko mi pridemo tja, bomo pomagali. In to, da jim tudi veliko krat povemo, 24 ur so vam dostopni, lahko pokličete kadarkoli, je ta občutek varnosti, ki jih razbremeni, da bodo lahko tudi na praznike, nedelje poklicali in jim bomo povedali, aha, tole pa zdaj mogoče je za na urgenco, tole pa ni potrebno. In ko druga stvar, če se mi prav čas vključimo, ljudi se znano, kako bo poteklo zadnje obdobje, kaj je oteženo dihanje, da se ga ni treba ustrašiti, da oseba tu ne trpi, da trpimo mi kot svojci, ko to gledamo, drugače pa je medicina tako napredovala, da to za njih ne predstavlja take grozne bolečine, kot jo mi doživljamo. Skratka, ko je svojc o tem seznanjen večkrat, ko mu to večkrat povemo in to nekako posebej in še ima ta občutek varnosti, da bo lahko poklical kadarkoli, je potem razbremenjen. Je pa zelo pomembno, da se bi vsi o tem pogovarjali, da bi tudi tako, kot je zdaj gospod to vse lepo predstavil, mislim, to je pač idealen predstavljen primer, moram to priznati. Bom rekel, mogoče se ne smemo tako srečati, ampak veste, da še nekaj zraven tega, veste, poslali ste me, pa rekel, imela vprašanje, kdaj se je mama odločila. Če bi jaz čakal, da se mama odloči, se verjetno ne bi nikoli. A veste, zakaj ne? Vam čisto tako povem. Ko je prihajala pomoč na dom, pač tale za center za socialno delo, ko je prišla tudi čudovita gospa koordinatorka tam na center za socialno delo, mi spadamo pod pesnico. Je ena gospa Astrid Potočnik. In ona prišla tudi na dom, ker morajo priti na dom, da vidijo, če si nisi izmislil, ali da vidijo, da same cenijo situacijo. Je potem tudi ona, ko nam je vse to razložila, nam je tudi povedala, da je pa treba nekaj plačati. Ker pomoč na domu je subvencionirana, nekaj pa morajo tudi domači dati. In gledajte, zdaj pa to, kot
starejši, ki imajo male penzije, ima malo penzije imela. Ko ona zdaj to, koliko si pa plačal, pa poveš, da je bolj malo, da je res malo, da gre skozi, da je pomirjena. Pa rečeš, veš, sem razmišljal, da bi še moče paliativno skrbo dali za prvo vprašanje bilo. Koliko pa treba plačati? Pa sem rekel, veš kaj maj, to je pa za zdravstveno delika, to je pa za stojn, ti si tako zavarovana, to ne bo treba nič plačati. Če pa ne treba nič plačati, pa lahko pridejo. Pa ni verjetno problem samo plačilo. Problem je tudi, da smo nekako navajeni, da težko prosimo za pomoč, da težko priznamo svojo nebogljeno, svojo stisko, svoje strahove. Ja, samo vam lahko povem, da bolezen človeka prisili, mislim, tudi mene, ves ta čas, ki sem ga namenjal, poleg službe, pa še druge stvari, ki ima človek v življenju, se nima samo službo, pa bolnika, ima še marsikaj druge, nekdo, ki ima družino, ima še svojo družino. Te na koncu to, čisto tako bi rekel, jaz na hospic ne bi poklical, če ne bi 86 bedel. Verjetno ne bi. Ampak ste prišli do tega, da ste priznali moral sem svoje nemočne stiske, da treba si pomagati. Ljudje danes, jaz vam lahko povem, ljudje, če me gledate, poslušajte, ne se bat, pokličite, zato so ti ljudi tukaj. In tudi to sem rekel, gospa Mojca mi je sicer rekla, ja, mi prijema enkrat, tako kot ste vi rekla, ampak ona slišala mojo jamranje, zdaj če tako rečemo, veste. Je rekla, pridem takoj. In kaj se je zgodilo, tudi z njo se nisem osebno srečal, ker sem se spomnil, da še mora imeti v lekarno zdravilo nekaj zdaj za mamo in sem si mislil, bom poklical, zdaj sestrično pridi, hvala Bogu je imela glih čas, da je prišla za tisto eno uro, da je tam bila. In zdaj, ko gledaj, če prije tale gospa, dej, predstavi, jaz bom takoj prišel nazaj. Pa tako pa nisem takoj, oziroma sem prepozno prišel, da sem zvezal, ampak je tudi ona, jaz sem bil to tako nenavadno, prijetno presenečen. Gospa Mojca me je poklicala, ona je mene poklicala, poslala mi je SMS enkrat, dobro jutro, gospod Janko, kako ste kaj, kako vam gre, kako vam gre, torej nekdo se za mene zanimal za moj primer. In sem dovolil, da gre nekot pa tak, pa me je poklicala, pa me je povedala, te tudi spodbudijo, opravljate hvale vredno delo, tudi če se vam zgodi, da vse naredite tak, kot nič, tako ste vi prelekli, nič zaradi tega hudega, vse se da popraviti. In tudi zdaj, ko moja mama ni več, ko sem, veste, mene so tako učili, pač tako me mama učila, če si prosil za pomoč, da se znaš tudi zahvaliti. Človek mora biti hvaležen. In sem jaz zdaj, ko je že malo tisto ožje želovanje minilo, sem enkrat v službi, po noči sem spet delal, bilo mirno, sem si vzel malo čas in sem se stal eno zahvala, da sem je poslal tako na center za socialno delo, kot na paliativno oskrbo Maribor, kot na hospic Maribor. In ta zahvala je potem tudi botrovala, da smo... Tako je, ampak hočem to reči, ker so se vas spomnili te vaše zahvale. Hočem sem to povedati, mi je potem gospa Mojca poslala en SMS, mi je tudi napisala, da so prejeli zahvalo, da so veseli, da so pomagali, in so mi tudi napisali, da naj ne pozabim, da njihovo spremljanje se ne konča, da če potrebujemo mi kot svojci, zdaj kako psihična pomoč ali tudi drugačna spodbuda, da so še vedno za nas in da če rabimo, naj pokličemo, naj se obrnemo in nam bojo pomagali. Vedete, tudi to misel, ko ste prej rekli, kaj če se zgodi, da ostaneš čisto sam. Ja, če hočeš biti sam, potem si sam, ne? Če pa boš toliko se malo odprl, in to vam lahko povem, dragi ljudje, če me zdaj gledate, marsikaj bi bilo brez hospica, brez paliativne skrbe ali brez pomoči, no, marsikaj bi bilo zelo težko narediti, ne? Pa še ta vidik bi se postavil, da ne bi kdo mislil. Ko je bila mama enkrat, lansko leto, veste, prednje so odkrili raka, je imela ona zamenjavo desnega kolka. Zdaj pa levi kolk pa so menjavali 20 let nazaj. In ko je imela zamenjavo levega kolka, smo takrat tako naredila, ker smo pač sama živela, jaz sem pač sam. Sem jaz takrat je rekel 20 let nazaj, a si pripravljali na eno kratko rehabilitacijo v neki dom starejših, da bi tam kakih 2 meseca živela, da malo k sebi priš, pa priš nazaj domov, ne?
ampak je razlika, če greš ti na tako živeti v dom starejših pri 64 leta ali pa pri 84 leta. In ko je mama šla po toti desni menjavi kolka, spet v domu starelih, se pa, ker je bilo to tako na brzino, pač moraš vzeti tisti dom, kjer je fraj, kjer je pa fraj, pa ne pomeni, da je vedno cenovno neugodnejši, ker če hočeš čakati na ugodnega, potem boš lahko čakal tudi leto dni, to je pač zdavne mimo to, ne? Smo pač vzeli prvi dom, ki je bil fraj in je bil tudi zelo drag. Celo tako močno sem plačeval, lahko povem, se ni to neka skrita skrivnost, 44 centov manj kot Jurija pa pol na mesec. Ne, to je 1500 €, ampak jaz takrat si sposodil denar, šel sem vzeti kredit za 5000 €, sem se sposodil denar, da sem lahko mame mogočil, ampak ko ona bila zdaj v domu kot starejša, ko ona prišla nazaj po teh 2 mesecih, je rekla, prosim te, ne daj me več nikoli v dom, ker jaz bom tam umrla, takoj me, tisti dan. In ko je pol kasneje mama zbolela zaradi raka na želodcu, prvo kam je prosila, rekla, prosim te, nič nem težila, nič ti nem jamrala, da me kaj boli, samo ne me dati v dom. Ljudje izkušnje, kakšne so, raje umirajo v domačem okolju, se poslavljajo v življenje v domačem okolju in... Ja, vprašanje je zelo na mestu, ker dejstvo je, če ti vprašaš zdrave ljudi, nas, če vprašaš, kje bi bili najraje oskrbovani v času v svojih zadnjih tednih, mesecih življenja, bi vsi rekli, doma, ker se nam zdi zelo to tako pristno, ta pravo, človeško, toplina, vse to se nam sliši zelo nekaj pozitivnega. Ampak dejstvo je pa, da vsi nimajo takega okolja, ne? Tako da spet je klej individualno. Druga stvar je pa ta, da tudi ta želja po smrti v domačem okolju se lahko skozi čas spreminja. Ko mi bolnika, ko recimo dobi diagnozo neozdravljive bolezni, pa se ti o tem pogovarjaš, ne? Si reče, ja, se bo, žena bo poskrbela za mene, recimo, če je možakar bolana, ne? Se bo žena poskrbela in žena seveda, ja, bomo, ne? Ampak veste, potem skozi čas, ne? Pa ko pride možakar, recimo, ko je bolan do te stopnje, da dejansko od žene to zahteva kar velik napor, te možakarji v taki situaciji ni tako redko kdaj, da enkrat eden me je poklical, pa je rekel, doktor Ebert, dajte mi odpeljati v bolnico, ko sem bila pred njih na domu na obisku, ne, tako na tiho, ne, dajte mi odpeljati v bolnico, ne moram biti doma, pa jaz tisto, pa kaj pa je, pa se vi ste pa, ja, super žena, pa še hčere, pa vsi pomagajo, tako, ja, se, ampak veste, moja žena ne spi dovolj, pa ni v redu za ženo, dajte me samo odpeljati, ne. In pa jaz seveda v tej situaciji, ker sem vedela, da cela družina si pa želi, da bi bil ta gospod doma in tudi on si je to primarno želel, ne. Ampak ker ga je pa tako skrbel za svojo ženo, ki pač to je samo ljubezen na kvadrat, če tako rečeš, ne, dejansko se je bilo treba pogovarjati potem to ženo, žena je bila čistko, ne, jaz bom že zbunkla, bom že nekako, bomo že zorganizirali se, nekako je bilo treba samo najti ta pravo pot in tudi jaz gospod sem rekla, lejte, vse smo se skupaj pogovorili, ne, ampak sem rekla, lejte, gospod, če ne bo šlo, lejte, bomo tudi to naredili, ampak zdaj trenutno pa vsi skupaj vidimo, da nekako vam je tukaj najlepše, najboljše, dajmo še malo probati. Jaz obljubam, da bom tudi za vašo ženo ji pomagala, veste, in to je on rabo slišati in dejansko, preden sem šla, mi je prav za roko prijel, rekel, ste mi obljubili, da boste pomagali moji ženi. To je bolnik rekel, veste, na smrtni postelji, njemu je bilo to pomembno, da bomo tudi za ženo pomagali. Ne? Tako da dejansko moramo narediti celo mrežo, poskrbeti za bolnika, da ne bo imel hudih težav, pa poskrbeti tudi za svojce. Mogoče samo še prej smo govorili o tem, pa zdaj zelo veliko govorimo o podpori svojcev, ampak tudi bolniki sami se zelo težko včasih odločijo za to paliativo, tako kar rečejo. Ne? In pridejo včasih res, ko je bolečina, mi ocenjujemo bolečino od 0 do 10, 10 je tista ta najbolj grozna. In pridejo z bolečino 10 in tako urgenca jih pripelje in so vsi v krču. Ta zgovornika smo imeli prejšnji teden, v petek sprejetega, v ponedeljka smo ga odpuščali domov in rekel, jaz nisem mogel nič boljšega narediti, kot da sem prišel v paliativo, ampak jaz to šele zdaj vem. Zato, ker smo mi v parih dnevih uredili bolečino.
in on se lahko spet domov. In zato je pomembno, da in svojci vejo, da je pametno, da se obrnete na vse te, na vso mrežo, ki obstaja, kolikor obstaja, pa mogoče ni popolna še daljše od tega, ampak tisto pa, kar je, pa dajmo izkoristiti in svojci in pa tudi bolniki, ne se bati paliative, hospica, nič od tega. Samo to vprašam, ker se bom navezala na to, kar ste zdaj povedala. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je zdaj seveda bo referendum na to temo, ker ste ravno povedala, kako se ljudje bojijo bolečine in so v bolečinah. Menite, da bi bilo manj podpore zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, če bi se ljudje zavedali, kaj jim pravzaprav paliativa sploh vse lahko nudi? Ja, jaz verjamem, da bi bilo tega manj, ker tlele še vedno je malo vseh teh strahov in tabujev in tudi ta kampanja, ki je bila prej za ta zakon, veste, je govorila, kaj vse ni, pa kaj ne poskrbimo za te bolnike dovolj. Dejansko ljudje, ki so zdaj bolani, imajo mogoče zdaj težave, jih je strah in pol iz tega vidika vsak bi si želel imeti pravico, da bi se odločil v svojem življenju, a ne? Ampak veste, iz izkušenj iz tujine vemo, da recimo v Avstriji, kad to lahko bolniki imajo doma, marsikdo vzame to zdravilo, pa ga ima doma v predalu, pa ga ne uporabijo na koncu, ko vidijo, da dejansko lahko tudi drugače uredimo stvari. Ne? Tako da jaz verjamem, če bi več govorili o teh stvarih, da treba se pogovarjati, pa slišati, ne pa sodelovati. Če smem tukaj, sem hotel samo reči, zdaj dve stvari bom, ker gospod doktor ima dobro razmišljanje v tej smeri. Tudi moja mama, ko je videla, da jaz bolj malo spim, je rekla, veš kaj, mogoče bi bilo dobro, da pa vseeno grem v doma ali pa v bolnico, da tebi laže. Se ne pa to sploh ne, to je zdaj trenutno tako. Bomo mi to vse prebrodili, bom vse naspal, bomo vse super. Ja, pa vse veste, kako starši še imajo posebej, vse če ste sami starši, veste, še imajo posebej nek odnos, ja, pa gleda, da se boš obleko, ko greš ven, pa tako, to še vedno, to je ljubezen staršev. To je do konca, ne. In zdaj, ko govorite o tej temi končanja življenja, jaz vam lahko tako povem, zdaj je to moja mamo bolečo, kakršnakoli je bila, tudi na koncu, ko že je. Veste, upanje mre zadnje. Tako bi me se rekel. Jaz sem do konca upal, da bo šla skozi to še pozitivno. Ne? Pač človek, če mi ne bomo upali, kdo bo na mesto nas upal, nekdo na cesti, ki nas ne pozna. In če kdaj se zgodi, jaz bom tako rekel, obdati se moramo s takimi ljudmi, ki so pozitivno naravnani. Jaz sem imel to srečo, hvala Bogu, da ljudje, ki živijo okoli mene, ki delajo z mano, oziroma jaz z njimi izdelam, da so to ljudje, ki pozitivno gledajo na te bolezni. Kolikrat je meni kakšen svedec rekel, nič se ne bo, vse bo, če pa ne bo, pa smo tukaj ob tebi. Ali pa tudi moji sosedi, imam tam ene sosede, ki so pravi taki, bi rekel, veseli ljudje, vsaki vikend ima neki piknik, pa se veselijo, pa to ne. Življenje, tako polni življenja, ampak ko so videli, kako težko se so tudi obiskovali, so pač imeli piknik brez glasbe, da ja ne bi tak fejs motili, a veste, to empatičnost, ne, te empatičnosti se... In tudi hospic, vi in vaši sodelavci ste krasni ljudje, jaz vam povem, krasni ljudje, ki se zanimate, ne samo tudi za bolnika. Moram povedati, gospa Mojca, ki je prihajala, ona je naučila tudi to moja sestrično, kako ravnati ljudmi in tudi potem kasneje, ko imaš občutek, zdaj sem pa govoril za zdravnico na paliativi, pa spet imam neko vprašanje, pa ne upaš te poklicati, da je nešto moto, pa sem reč poklical na hospic z gospo Mojco, ki je bila tudi medicinska sestra in mi je rekla, veste, sem se posvetovala z zdravnico, ki je pregledala vaš mamo, to je bila zdravnica dr. Šaruga, sem se jaz posvetovala z njo, torej vi dve sodelujeta. In torej prihaja na svet iz prve roke. Kdaj zdravniki pravzaprav vstopijo v ta proces? Kdaj jih je treba klicati, če je bolnik na domu? V bistvu, kadar so neki simptomi, ki jih je treba urediti, to mora zdravnik za zdravili pač prilagoditi. Tako da, ampak mi smo kot ekipa, tako kot vidite, pa se pa ločujejo tisti, ki so bolj v tistem trenutku pomembni za bolnika. Ne? Če mi simptome imamo pod kontrolo in bolnik rabi neko bolj negovalni del, so bolj negovalci tisti, ki je v spredju, če rabijo družabništvo, recimo je hospic sigurno ena od teh stvari. Mi recimo hospic je zelo rada ga pokličem, takrat, ko pride sicer mobilna enota na dom,
pa vidimo, da nikamor ne moramo z našim enim obiskom kaj dosti pridati, pa rečem, jo še enega rabim, ki bo isto govoril, kar jaz zdaj govorim, ne, tudi govorimo, dajmo vključiti sina, dajmo poklicati soseda, ampak, veste, to z enim pogovorom ne prideš kamor, to je koraki malo pa malo in na tak način se dopolnjuješ, ne, da potem dejansko, kar veš, da jih pokličeš, pa da govorimo isti jezik, pa oni isto šli naprej in bojo samo nadaljevali, dajte jemati zdravila, tako kot vam je bilo rečeno, ker to mi ponavljamo vedno znova in oni ponavljajo vedno znova, ampak na tak način, če smo skupaj, vsak malo manjkrat, no, ampak za bolnika je pa tudi tisti, kar rabi večkrat slišati in na ta prav način slišati. In da konc koncev so tudi, a veste, tako kot je bilo rečeno, da nimaš, a veste, kot to je vse neko obdobje, ko imaš občutek, da lih z vsakim ne moreš o teh stiskah govoriti. Ampak mi pa v teh stvarih lažje spregovorimo in če nas je več, na ta prav način lahko tako bolnika podpreš. In vi gradite zaupanje in ste empatični in nekako tudi psihološko očitno postavljate potem tudi na nek način družinske odnose. To ni tako težko prodreti, ne, v družinske celice, da vam zaupajo. Ja, trudimo se v tej smeri. Primeri so zelo različni, eni tako, drugi. Zato je pomembno, recimo, če so potrebe po psihološki podpori ali pa psihosocialni, da se vključimo prav čas. Ker če so neki konflikti, bi biti nek proces, da se mi vzpostavimo neko zaupanje, da naredimo prostor. Je tako, da včasih to lahko hitro razteče, kot recimo, da bo prišla strokovna delavka, bo lahko že na prvem obisku naredila veliko. Včasih pa rabimo malo več časa in zato je smiselno, da res delamo na teh odnosih, ker včasih nekateri ljudje res težje umrejo, če niso razrešene vse stiske in tudi takrat ne bojo nobena medicina in imela takega učinka, kot bi ga imela, če mi lahko nagovorimo te stiske, težave, želje, kaj bi še konflikte, ki so ostali in naredimo prostor, da se to izrazi. Ne? Tu bi še en vidik izpostavil. Zdaj, moram ga. Pač pri nas je bil taki primer, ker jaz govorim iz tega osebnega primera, veliko pa je, vsak človek nosi svojo zgodbo. Moja mama je bila tudi dementna. Veste, to je bil še ena velika ovira. In jaz sem vedel, da bo ta demenca v neki meri tudi veliki problem. Zato sem tudi želel, da ta naša sorodnica večkrat pride na obisk, če preko je bila mama koliko dolgo božja, da se malo na njo navadila. Potem sem to sosedo, ki sem sodelovali, da tudi ta soseda večkrat prišla, da je bila navajena. Tako da, ko je recimo prišla gospa Mojca, ki je bila tukaj zdaj kot en tujec, dobesedno moje mame, pa ki je bo tako pozabila vsakokrat, da je vedno bil nekdo zraven, ki je potem na pravilni način pomagal. Ne? In na tale, ko pravim sestrična, v bistvu ni prava sestrična, ampak rečemo, ena zelo daljna žlahta smo si, gospa Helena lahko bi rekli, moja mama na koncu njo imela kot eno svojo ščero, ne? Ker pač ni nikoli ščire imela. Ne? In je tako, in veliko lahko, ko mene ni bilo, veste, in tudi potem greš v službo pomirjen, če veš, da so ob mami take osebe, ki so vredne zaupanja. To je zelo pomembno. Saj, mislim, meni je bilo to pomembno, ne? In da tudi ti ljudje, ki so prihajali bodisi iz paliative ali bodisi iz hospica, nikoli niso bili sami z mamo, ne? Ker te bi bilo moja mama strah, ko bi videla zdaj, da ni nobenega znanega obraza zraven, pa ne poznajo. Ne? To je potrebno imeti nekoga takega zraven. Ne? Za zaključek, dajte povedati, kaj svetujete oziroma kaj polagate na srce ljudem, ki so v obdobju končevanja življenja, na kaj naj se obrnejo, na kaj ne mislejo, kako naj ravnajo svojci. Pa če mi dovolite, da ne bi samo naslavljali tiste, ki so v zaključevanju. Vse to zaključevanje lahko da dolgo trajno. Točno to smo koncu vsi, ker mi vsi se staramo, vsi bomo enkrat šli proti koncu, a ne. Jaz mislim, da se moramo predvsem mi, tudi ko smo še bolj zdravi, če tako rečem, že začeti pogovarjati o teh stvarih. Ker ta strah pred smrtjo, ta tabu je tisto, kar nam naredi vse te stiske, ki prihajajo zraven. Tako kot se rodimo,
tudi da umremo. In to moramo, del življenja in to moramo s tem živeti. In tudi način narobe, da se s otroci o tem pogovarjamo, z mladostniki. Tako da jaz pozivam vse, da mogoče o teh stvareh vsem se pogovarjamo, da tudi odkrito spregovorimo, kaj si želimo. Zdaj je kar velika akcija tudi med zdravniki, poskušamo ta načrt nadaljnje obravnave, da se bi o tem več govorili, da zelo te družine spregovorimo, kaj naredi z mano, če bom tako zbolela, da ne bom mogla se več odločiti. Da moja hčera ve o tem, kaj si jaz želim. Ker zelo težko je na urgenci nekomu, ki je nezavesten, pa da mu ne moramo ga vprašati, kaj si želi, ti pa niti ne veš, kaj si tvoja mama želela. Tako da dajmo se o tem pogovarjati, malo več, se nam rekla kar po cele dneve, ampak tako, dajmo to napladan in tudi mogoče kdaj kaj povedati tudi svojim bližnjim, kako si želimo biti oskrbovani v zadnjem obdobju življenja, ker potem nam bo vsem lažje tudi v kakšnih teh težkih situacijah, ker nažalost bomo vsi soočeni tudi s tem zadnjim obdobjem. Se strinjate, gospa Križnik? Seveda, bi pa dodali. To je bilo zelo lepo povedano in tudi sicer mislim, da smo zelo dobro prikazali danes tole področje. Edino ena stvar bi pa mogoče jaz opozorila in navezala na tole. Jaz mislim, da moramo več tudi kot družba narediti na odnosih, ki niso nujno povezani z umiranjem, smrtjo, z boleznijo, ampak odnosih, kot jih je opisal gospod, torej imajo pikniki in tako naprej, so z neko empatijo, se prav, da se mi poskušamo zopet v svoji lokalni skupnosti začeti povezovati. Ker če smo si lahko blizu v lepih trenutkih, si bomo tudi lažje v težkih. Če pa teh odnosov nimamo že danes, bo težko potrkati k sosedi pa reči, sem slišala, da si zbolela zdaj, a me kaj rabiš. Če mi dve nismo imela niti tistega preprostega odnosa že prej, da bi se kdaj, ne vem, dobile na kavi, da bi za določene praznike, tako kot je bilo včasih na vasi, ko se je, ne vem, postavila mlaj, pa smo se vsaj takrat dobili in tako naprej. Dokler bomo dovolili, da to izumira, bomo težko gradili odnose v zadnjem življenjskem obdobju. Se pravi, družba kot celota, vsak lahko k temu prispeva in k temu bi mogli danes pač več časa tudi posvetiti. Mi se bomo trudili, ki delamo na teh področje razvijati, ga izboljševati, ampak brez tega, brez družbe, brez odnosov ne bo nikoli optimalne oskrbe. Gospod Babič, vi kot župnika, ki ste nekako svoje poslanstvo, tudi ugrajenje odnosov zdaj zaradi skrbi za mamo postavili mečken na stranski tir, v skrbi za odnose drugih govorim, tudi se strinjate, da je treba skrbeti za odnose. Jaz sem tako rekel, ljudje smo družbena bitja. Mi nismo ustvarjeni za to, ali pa rojeni za to, da bi bili sami. Dobro, mogoče komu pa še biti sam, ampak pride čas, ko mu ne bi to, in treba, tako kot je gospodina Linka rekla, treba prej poskrbeti, ampak živimo pa nažalost v zelo moderni dobi, kjer lahko preko različnih medijev, preko interneta in vsega tistega, kar prinaša, smo se na nek način zelo blizu, a hkrati zelo oddaljeni. Jaz to vidim, imam nekaj nečakov svojih, nečakov, prek računalnika se pogovarja, ne vem, z nekimi japonskimi kolegi tam, oni so na japonskem tu, v angliščini, brez problema. Če pa veste, ja nečaka peljen ven, pa bo tam zdaj sreča enega svojega sovrstnika, pa ne zna ne mu reči nič, ker ni navajen te človeške bližine, računalniške, pa takoj ne. Tako da moramo to upoštevati, Je pa res, ljudje se moramo med seboj povezovati, moramo se srečevati, v odnose moramo vlagati in ne se tega bati. Je res, da bomo kdaj morda tudi kakšno kratko potegnili, to pač je del življenja, jo bomo, ampak obdajmo se z ljudmi, ki so pozitivni in iz tega gradimo odnose. Moramo pa vsi v te odnose prispevati, tudi jaz jih moral si vzeti daj čas za koga, iti na kavo s kom in podobno. Vsi moramo nekaj dati. Če vlagaš, potem tudi prejmeš. S tabo bi bilo, da ne bi hotel nič dati, hotel bi pa vse imeti. To je nekaj napačno razmišljanje. No, pa ne zaključimo torej z mislijo, da je treba v odnose vlagati. Želimo vam čim bolj čustveno doživete praznike, mi pa se vidimo prihodnjič. Hvala za pozornost.